stranke gospoda Masleše, da ne namerava odstopiti. Kaj zdaj? Sledi morda interpelacija? Kakšen je vaš komentar? No, poglejte, minister Klemenčič je v primeru gospoda Fišerja rekel, da ni pristojen, v primeru gospoda Masleša, ki je pa po zakonu, je pravzaprav edini pristojen, ki lahko te postopke začne, se pa izmika in kraj tega ne bo naredil. Sicer pa treba tako reči, gledajte, tu ne gre sem za gospoda Klemenčiča in pa gospoda Masleša, ampak tudi za gospoda Cerarja. Gre enostavno za trojico velikih, bomo rekli temu, ki zaokrožujejo sistem in zakonodajo, če želite, tako, da ščitijo en druga. In v tem primeru seveda tako gospod Cerar kot gospod Klemenčič ščita gospoda Masleša. Sicer pa, gledajte, gospod Cerar je bil tisti, ki je poslancem SMC-ja naročil, kako naj glasujejo v primeru odvzema mandata Janši, torej je ravnal protiustavno. Gospod Klemenčič je tako ravnal protiustavno s poročilom o premoženjskem stanju predsednikov strank in od dveh kršiteljev ustave pričakovati, da bo ta zakonito ravnala proti tretjemu, torej gospodu Masleši, nikakor ne. Kaj vam kot opozicijski stranki zdaj preostane? Glede, mi bomo zagotovo uporabili ne samo v primeru gospoda Masleše in ravnanj gospoda Klemenčiča, tudi v primeru gospoda Fišerja, ker sicer ni neposrednih pristojnosti, ampak je pač treba ustvariti pravne podlage, če ne drugače, bomo uporabili vsa zakonita sredstva, ki obstajajo v ustavi in zakonih. Torej lahko pričakujemo, da boste napisali interpelacijo zoper gospoda Klemenčiča, omenjalo se je že zaradi prejšnjih zadev. No, poglejte, jaz sem rekel vsa sredstva, ki so predpisana v ustavi in zakonih, poslanska skupina bo pač sproti dozirala in odločila, kaj bomo naredili. Ampak tako ste rekli, torej pri gospodu Maslešu in pri gospodu Fišerju pravzaprav recimo neka posamezna stranka nima nekih pristojnosti za razrešitve oziroma take predloge. Ali pač? To že ne, ampak gledajte, kar se tiče gospoda Masleša, je direktna pristojnost gospoda Klemenčiča, direktna pristojnost. In pri tem ga pravzaprav nihče ne ovira, tam mora najti dva mnenja in sicer sodnega, torej občne seje Vrhovnega sodišča in pa Pa je to zavezujoče, sodnega sveta? Mislim, da ni. Mislim, da zadeva ni zavezujoča. Skratka, če on to želi, predlaga vladi, vlada Državnemu zboru in je lahko razrešen jutri. Ampak on tega ne želi, to je problem. Kaj pa recimo v primeru gospoda Cerarja oziroma celotne vlade, je mogoče narediti kakršnekoli korake? Glejte, gospod Cerar je do zdaj kar nekajkrat dokazal, da je kršitelj ustave. To je prva zadeva. Tako v primeru mandata gospoda Janše, kot še v kakrem drugem primeru. Poleg tega tudi ta njegova vsa dvojna merila okoli tistih honorarjev, on lahko služi, tisti, ki so pa kakšni ministri, ali podobnega pa ne, kažejo na neko hudo dvojno moralo. In to je slabo za predsednika.